Športni pozdrav tokrat prvič na spletnem dogodku Športnik leta občine Sevnica. Namen dogodka je izpostaviti najsvetlejše sevniške športne dosežke minulega leta. To je osrednja priložnost, da se lokalna skupnost zahvali za marljivo delo društev in klubov, ki ste kljub zahtevni situaciji zadnjega leta iskali načine, kako kar najbolj uresničevati svoje poslanstvo. Šport je v najširšem smislu zdrav način življenja, je oblika druženja in preživljanja prostega časa. Redno ukvarjanje s športnimi aktivnostmi in veselje do gibanja sta pomembna dejavnika pri oblikovanju našega zdravja. Možnosti za šport in rekreacijo imamo v naši občini veliko in prav gotovo je to pomembna popotnica za brušenje vseh potencialov. Športna zveza Sevnica skupaj z občino in javnim zavodom KŠTM Sevnica vabi k ogledu spletne predstavitve vseh, ki so s svojimi dosežki najbolj zaznamovali minulo leto. Spoštovani športniki in športnice, šport je gibanje. Gibanje, ki daje moč za telo in duha, je zdravilo, razvedrilo, druženje, vzgoja, razvoj in samouresničitev. Zato v tem večplastnem pomenu športa sodelujemo vsi. Nekateri kot rekreativci, drugi kot gledalci, tekmovalci, vaditelji ali prostovoljci. Zelo pomembno je tudi povezovalna vloga lokalne skupnosti, društev, zavodov in šol. Tovrstno povezovanje delovanja daje rezultate, ki so izraženi kot zdrav življenjski slog, osebno zadovoljstvo ali kot vrhunski rezultat. Vsi ti vidiki športa so pomembni. V športu je vedno želja po boljših rezultatih. To željo delimo vsi, na vseh področjih. Zato je šport kot rekreacija, zdrav življenjski slog in prosti čas, tukaj se vključuje tudi lokalna skupnost. Naše poslanstvo je zagotavljati možnosti za vadbo. Spoštovane športnice in športniki, vi pa uspešno trenirate, dosegate rezultate in tako vlagate v lastni razvoj. Čas korona krize je te aktivnosti omejil in jih usmeril na zavzetost vsakega posameznika. Velik izziv je to za šport in športnike, a verjamem, da ga uspešno obvladujete. Čestitke vsem nagrajencem in zahvala vsem, ki soustvarjate športne in prostočasne aktivnosti za vse občane. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Nahajamo se v časih, ko je potrebno veliko prilagoditev, razumevanja, povezovanja, predvsem pa strpnosti, pa vendar smo v Sevnici tudi dokazali, da to zmoremo, predvsem pa to kažejo naši rezultati športnikov, na kar smo zelo ponosni tudi v našem zavodu. Želimo z tovrstno podporo, ki jo dajemo vsem društvom, klubom, nuditi jo tudi vnaprej. Želimo si razumevanja, predvsem pa povezovanja v smislu kreiranja novih produktov, kjer vidimo veliko izzivov in potencialov tudi za prihodnje. Namreč vsekakor bo v današnjih časih, ki prihajajo, zelo pomembno, da bomo znali povezovati šport s turizmom, s kulturo, da bomo znali razumeti potrebe naših obiskovalcev in pa predvsem poskrbeti za dobro počutje nas Sevničanov. Zahvala vsem, ki ste nam do sedaj nudili podporo, tako na športnem področju, v upanju, da boste dosegali na športnem področju rezultate, kot ste jih do sedaj. Vas lepo pozdravljamo, hkrati tudi čestitamo vsem novim nagrajencem, letošnjim nagrajencem za pridobljene priznanja. Želimo podporo staršev in vseh tistih, ki nekako kreirate športno udejstvovanje in se veselimo druženja tudi v realnosti v prihajajočih mesecih. Perspektivna športnica leta 2020 je Una Grubešič.
Una Grubešič je članica Teniške akademije Gospod Ficko. V letu 2020 se je uvrstila v državno reprezentanco starosti do 11 let. Ob koncu leta je bila prva igralka v državi v svojem letniku na jakostni lestvici do 12 let. Ima največ osvojenih odprtih prvenstev v državi v kategoriji do 11 let. Sprejeta je v elitno svetovno skupino mladih teniških igralcev in je redna članica slovenske ekipe v mednarodni ligi do 12 let, Alpe Adria Junior Tour. Perspektivna športnica leta 2020 je Katarina Jančič. Katarina Jančič je članica tekmovalne ekipe kolesarskega društva Tanin Sevnica. V letu 2020 se je prvič udeležila tekmovanj. Pri mlajših mladinkah je na državnem gorskem prvenstvu osvojila 3. mesto. Osvojila je tudi 5. mesto za pokal Slovenije in več drugih spodbudnih rezultatov. Perspektivni športnik leta 2020 je Grega Podlesnik. Član tekmovalne ekipe kolesarskega društva Tanin Sevnica Grega Podlesnik je osvojil naslov državnega prvaka v kriteriju, 3. mesto na državnem prvenstvu v kronometru, 2 drugi mesti za pokal Slovenije in skupno 2. mesto za pokal Slovenije. Perspektivni športnik leta 2020 je Tomaž Sešlar. Tomaž Sešlar je član atletskega kluba Sevnica. Med odličnimi rezultati preteklega leta najbolj izstopajo dosežen čas 1:57 v teku na 800 metrov in prvo mesto v Novi Gorici na prvenstvu Slovenije za mlajše mladince ter 3. mesto v teku na 400 metrov. Osvojil je prvo mesto na prvenstvu Slovenije za starejše mladince v teku na 800 metrov. Osvojil pa je tudi 2. mesto v teku na 800 metrov s časom 1:57 na atletskem pokalu Slovenije za mladince v Slovenj Gradcu. Ekipa leta 2020 v mlajših kategorijah je Športno društvo Marok Sevnica. Ekipa strelskega društva Marok Sevnica je na državnem prvenstvu v Ormožu marca 2020 osvojila 4 odličja. Izjemen rezultat je dosegla mladinska ekipa v sestavi Miha Janc, Aleš Mitja Janc in Liam Kovačič, ki je v streljanju zračno pištolo na 10 metrov dosegla 1546 krogov in osvojila ekipno prvo mesto. V tej kategoriji je bila ista ekipa takrat še kot kadetska v državi najboljša že leto poprej, kar potrjuje njihovo odličnost. Športna ekipa leta 2020 je Rokometni klub Sevnica. Članska ekipa Rokometnega kluba Sevnica je v zadnjih 2 rokometnih sezonah dosegla izredne uspehe. V spomladanskem delu leta 2020 je v tekmovanju 2. državne lige premagala vse nasprotnike in se tako brez poraza uvrstila v prvo B državno ligo. V drugem delu leta je nadaljevala z odličnimi predstavami, saj je tudi v višjem rangu tekmovanja ostala nepremagana, vse do prekinitve tekmovanja. Na tekmovanju za pokal Slovenije je pripravila veliko presenečenje, saj se je uvrstila med 8 najboljših ekip v Sloveniji. Športnica leta 2020 je Eva Lisec. Eva Lisec je v letu 2020 z ekipo Familia Vuber Schio osvojila naslov italijanskega prvenstva, kjer je bila med najbolj zaslužnimi za ekipni uspeh. Prav tako je odlično nastopila na najbolj kakovostnem tekmovanju v Evropi. Trenutno tekmuje v Rusiji v enem od najboljših klubov na stari celini, Dinamo iz Kurska. Slovensko reprezentanco se je že 3. zapored uvrstila na Evropsko prvenstvo, ki bo junija v Franciji in Španiji. V kvalifikacijah je bila druga najboljša strelka slovenske reprezentance. Športnik leta 2020 je Blaž Janc. Blaž Janc, izjemni rokometaš, je ponos Sevnice in Slovenije. Že vrsto let igra na vrhunskem klubskem in državnem nivoju. Kariero sedaj nadaljuje v Barceloni. Je standardni član slovenske državne reprezentance. Poleg izjemne ravni profesionalizma je s svojim odnosom do športa velik vzor mlajšim generacijam. Vedno je pripravljen prisluhniti in sodelovati s klubi v naši občini. Ambasador športa za leto 2020 je Gregor Ficko. Ambasador športa Gregor Ficko je v letu 2020 izvajal številne športno-izobraževalne dejavnosti. Program Gospod Ficko igra tenis je poleg Sevnice in Trebnjega s podenotami začel delovati še v Brežicah.
Izvajal je športno-animacijski program na sevniškem bazenu in v okviru poletnih počitnic, pa tudi brezplačni program vadbe starejših za sevniško enoto društva Šola zdravja. Gibalni program Gospod Ficko se igra je pričel izvajati za vrtec Ciciban Sevnica, program Gospod Ficko igra tenis, pa tudi v mednarodni podružnici na hrvaškem otoku Lastovo. S svojimi programi je aktivno sodeloval na področju mladinskih dejavnosti v okviru KŠTM Sevnica. Kot trener na področju tekmovalnega tenisa dosega vrhunske rezultate. Športna osebnost leta 2020 je Roman Novšak. Roman Novšak je izjemno aktiven prostovoljec. Mnogi ga poznajo kot predstavnika Društva invalidov Sevnica, kjer nenehno išče najboljše možnosti za invalide. Zelo aktiven je na področju športa. Že več kot 35 let prostovoljno dela v rokometnem klubu Sevnica. Opravljal je različne funkcije, od prodajalca vstopnic, tajnika, organizatorja tekem, skrbel je za športno opremo, objavljal letne biltene, sodeloval z Rokometno zvezo Slovenije in opravljal mnogo drugih vsebin. Svojo energijo in neumornim delom je pomembno prispeval k obstoju in razvoju rokometa v Sevnici. Je zgled in vzor mlajšim generacijam, kako lahko z veliko želje, predanosti in pripadnosti uspešno in zadovoljno deluješ v okolju, ki ga imaš rad. Športni projekt leta 2020 je Gospod Ficko. Teniška akademija Gospod Ficko je leta 2019 pričela z razvojnim gibanjem Gospod Ficko. Gre za edinstven program s športno-izobraževalnim in animacijskim namenom na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju. V letu 2020 so bili kljub težavnim okoliščinam izpeljani naslednji projekti. Športno-animacijski program na sevniškem bazenu, na gradu in v mladinskem centru, gibalno-izobraževalni program Gospod Ficko se igra v vseh enotah vrtca Ciciban Sevnica in virtualno izobraževanje v sklopu projekta Podjetniški večeri z Gregorjem Fickom. Posebno pohvalo 2020 prejmejo člani strelskega društva Marok Sevnica. Člani so na državnem prvenstvu v Ormožu marca 2020 osvojili ekipno drugo mesto v streljanju z zračno pištolo. Članica Mojca Kolman je zasedla posamično drugo mesto in osvojila srebrno kolajno. Član Blaž Kunšek pa je osvojil posamično tretje mesto in bronasto kolajno. Posebno pohvalo 2020 prejme Romana Ivačič. Romano Ivačič opisujejo kot natančno, vsestransko in univerzalno prostovoljko, vaditeljico programa po metodi 1000 gibov v Sevnici. Poleg številnih drugih društvenih obveznosti vestno in natančno skrbi za pravilno izvedbo vsake vaje 1000 gibov. Ustanovila je tudi spletno stran društva Šola zdravja Sevnica, s čimer se pomembno krepi širitev znanja in obveščanje vseh članov. V sorazmerno kratkem času so se na območju sevniške občine razširili v 5 skupin z več kot 100 člani. Z vodenjem vsakodnevne vadbe preko spleta s pomočjo sodobne tehnologije pomaga nadaljevati tudi v teh zahtevnih časih. Spoštovani športniki, rekreativni športniki, trenerji in vsi ostali navdušeni nad zdravim življenjskim slogom. Leto 2020 je bilo za marsikater šport bolj zaspano leto. Ni bilo toliko tekmovanj, prireditev, promocijskih aktivnosti in tudi ne toliko treningov. Pa vendarle smo Slovenci izjemno športni narod, zato smo našli veliko različnih načinov, kako treninge vseeno izvajati. Izvajali smo jih prek Zoomov, preko navodil, preko posnetkov in tudi veliko smo se gibali v naravi individualno. Na tej točki bi želela pohvaliti vse tiste, ki so družbena omrežja izkoristili za širjenje pozitive, za promocijo športa in rekreacije in poskrbeli, da so nas navdušili, spodbudili in nam dali tisto neko brco, da smo tudi sami naredili nekaj zase. Vsi tisti, ki se prepoznate v tem opisu, se vam iz srca zahvaljujemo, saj
smo ob vaših majhnih ali večjih športnih podvigov dobili zagon, da smo se tudi sami spravili ven. Tudi v Športni zvezi nismo počivali. V letu 2020 smo bili izjemno uspešni, prijavljenih na številne razpise in tako sevniški šport obogatili za kar 22 000 evrov. Več kot polovica vsega zneska je šla direktno športnim društvom za izvajanje njihovih programov. Poskrbeli smo za dostna sredstva, da smo že obstoječo skupino seniorjev obogatili, okrepili s kakovostnim kadrom. V letu 2021 smo se prijavljali na podobne razpise, tokrat še večjim številom društev vključenih in še večjim številom programov. Načrtujemo ob sprostitvi ukrepov, da bomo zagotovili za 6 ur tedensko brezplačnih vadb za najbolj ranljive skupine, za starostnike, za osnovnošolce z manj možnostmi, srednješolce in dijake. Ob ugodnih rezultatih razpisa pa si želimo še povečati število brezplačnih vadb in tako poskrbeti za naše občane, da se spravimo nazaj v formo. Želimo si tudi ponoviti izjemno uspešno prireditev Športastična Sevnica, ki je bila lansko leto v septembru, in si želimo, da tokrat ne bo potrebno število udeležencev omejiti. Skupaj z vami in skupaj z vrhunskimi športniki skrbimo za uspešno in raznoliko ponudbo športa v naši občini. Iskrene čestitke današnjim nagrajencem, želim vam, da tako nadaljujete tudi v prihodnje. Zahvaljujem pa se tudi občini Sevnica in zavodu KŠTM za pomoč pri izvedbi te prireditve in našemu podpredsedniku Gregorju Ficku za organizacijo. Želim vam prijeten večer in obilico drobnih užitkov ob športnih podvigih, katerih nam tudi epidemija ne more vzeti. Srečno! Pozdravljeni športnike občine Sevnice. Vrhunski šport je neizprosen, kot so neizprosne tudi sedajšnje epidemiološke razmere. Za vrhunski šport je značilno, da si moramo postaviti visoke cilje, jih zasledovati in na koncu tudi doseči. Vendar pomembno je ohraniti fokus. Zapomnite si, skupaj bomo premagali tudi te težke razmere, ki trenutno vladajo v športu. Lep pozdrav vsem športnikom v Sevnici. Želim vam veliko športnih uspehov in da ostanete zdravi v teh težkih časih in upamo, da se bomo vsi kmalu vrnili spet na športna igrišča in zdržite, saj bo kmalu. Lep pozdrav Sevnica. Zanimivo leto je za nami, pa da ne bomo jamrali, dajmo reči, da je bilo leto prilagajanja in čakanja in mi kot športniki in športne organizacije, mi smo navajeni se prilagajati, mi smo navajeni se truditi in tudi to leto smo speljali sigurno, kolikor se je dalo uspešno. Tako mi kot vi in želim vam vsem skupaj, da bo leto 2021 manj prilagajan, da se bomo rabili biti manj potrpežljivi, da bomo lahko bolj uživali na tekmovanjih, da bojo čim bolj polne tribune in da bomo konec leta se pogovarjali malo drugačnem letu, kot smo se pa v letošnjem letu. Tako da, Sevnica, uživajte, ne pozabite na šport in srečno!